Lepo pozdravljeni. Vsako leto na praznik apostolov Petra in Pavla, 29. junija, se spominjamo mučeniške smrti obeh svetnikov. To je tudi dan, ko slovenski škofje diakone posvečujejo v duhovnike. In z nami v studiu sta mlada duhovnika Anže Cunk in Peter Čemažar, ki se tega dogodka še prav gotovo dobro spominjata. Dobrodošla in Bog daj v studiu. Bog daj. Hvala za povabilo. Za uvodoma nekaj osnovnih informacij, da jo še bolje spoznamo. Anže Cunk je novo mašo daroval v župniji Kokrica leta 2020, nato je bil 2 leti kaplan v župniji Žiri. Zadnje leto je kaplan v župniji Ljubljana Sveti Križ, pred njim pa je že nova zadolžitev, o kateri nam bo več tudi v nadaljevanju povedal. Največ pozornosti sicer posveča otrokom in mladini, veliko moči pa ta čas posveča tudi doktorski nalogi na temo plemenita lepota v bogoslužju in umetnost obhajanja. Peter Čemažar pa je novo mašo daroval v župniji Ljubljana Ježica leta 2021, nato je bil kaplan v župniji Grosuplje, zdaj pa je v zavodu svetega Stanislava in tamkajšnje škofijske klasične gimnazije, del profesorskega zbora predmeta Vera in kultura ter kaplan v dijaškem domu. No, nekaj uvodnih besed, tako da za začetek, ampak v nadaljevanju pa tudi nekoliko bolj sproščene ali pa tudi resne teme, pa če začneva Anže in Peter. Anže, vi ste novo mašo darovali pred 3 leti, Peter, vi pred 2. So še ti spomini še živi? Se še spominjate, kako je bilo na ta dan leta, oziroma 29. junija in pa potem tudi na sami novi maši? Seveda spomini na novo mašo so vsekakor živi. Smo bili prva generacija, koronska generacija, tako da smo imeli v zadnji pripravi na novo mašo, v bistvu je bila zaprtje države in da smo vsi trepetali, kako pravzaprav bo. Ampak se je potem pokazalo, da se je maja sprostilo in da smo se lahko normalno pripravili na samo slovesnost, na posvečenje in potem tudi na obhajanje nove maše. Novomašniki tistega leta smo bili pripravljeni darovati novo mašo v čist ožjem družinskem krogu ali pa kakor bo Bog pokazal. No, in tako je se pokazalo, da je bilo sproščeno, da so lahko ljudje prišli. Seveda je bilo še vedno malo nezaupanja, malo strahu prisotnega, ampak kljub vsemu je ta spomin zelo lep, lepe priprave in tudi duhovno bogat. Predvsem se mi je zdelo mašniško posvečenje. Tisti del, ko nadškof reče, sedaj so diakoni postali duhovniki, tisti trenutek mi je bil še posebej lep in blizu in ne znam opisati teh občutkov, kaj se je takrat v meni pravzaprav dogaja. Ja, Bog je takrat odprl vrata, spričo tega, kar ste dejali, koronavirusa. No, tudi leta 2021 je še vedno bil koronavirus med nami, ampak tudi takrat je bilo potem kolikor toliko vse sproščeno. Peter, kakšni so vaši spomini? Kljub temu, da je samo 2 leti, sem mogel pa kar malo pomisliti, ker se je ogromno zgodilo v tem času. Ampak ja, so še sveži spomini. Zdaj, ko sem malo premišljeval, se spomnim, teden pred posvečenjem smo se sošolci odpravili na duhovne vaje, v Tinjah smo jih imeli. In ja, res ena taka lepa, najprej mirna duhovna priprava na te dogodke, potem pa posvečenje v ljubljanski stolnici in pa nova maša na Ježici, ki je bila taka res veličastna, v krogu domače župnije, prijateljev, pa tudi mnogih, ki jih niti človek ne pozna, ker se še vsem čuti in vidi, kako je nova maša nek dogodek, ki privabi vernike dejansko iz cele Slovenije. Zelo lepo je bilo, eno tako lepo praznovanje. Sem pa ravno pred kratkim si zavrtel svojo novomašno pridigo, ki jo je imel moj novomašni pridigar Gašper Otrin in je bilo tudi to še eno tako podoživetje, pa videl sem, kako dobre spodbude mi je dal in kako so zelo aktualne. No, so te spodbude in misli, ki ste jih takrat slišali, recimo ob novi maši, je v vaju to zbudilo to navdušenje, to gorečnost. Kakšna je ta gorečnost in kakšno je to navdušenje zdaj po 3 oziroma 2 letih? Je še kaj večje, kot je bila? Tako, navdušenje tisto začetno je zmer nekaj posebnega. Ne? Tudi ko sam vstopaš, ko ti je vse novo. Po drugi strani pa, vsaj pri meni je bilo tako, da 1 leto sem bil v župniji Grosuplje, je bilo tam celo leto novo. Ko greš skozi eno pastoralno leto.
Potem sem pa po enem letu šel že na škofijsko klasično gimnazijo, kjer je pa spet popolnoma novo. Ne? In tako da nekaj tega navdušenja je moglo ostati. Gotovo pa pride potem vsak dan, ko kakšne stvari že začneš malo tako rutinsko delati, ampak še vseeno se mi zdi, da je življenje tako pestro, da te ne pusti zakrkant. Da vedno znova te spodbuja k temu, da iščeš z neko gorečnostjo in s to gorečnostjo tudi odgovarjaš na izzive, ki jih postavlja. Ja, prav gotovo se strinjam s povedanim, da na začetku je tisto prvo navdušenje, gorečnost, mogoče je prisoten malo strah, kako iti na novo župnijo med nove ljudi, nepoznane ljudi, ampak kjer Gospod pripravi pot, tam jo tudi blagoslavlja. In tudi potem, ko sem prišel na prvo župnijo, v župnijo Žiri, se je seveda stanje nadaljevalo, ne, in potem jeseni se je zopet zapirala država, ne, in so bili novi izzivi pred nami, ampak kljub vsemu vsaj toliko tistega začetnega elana na novi župniji bilo, da smo se malo spoznali, da smo lahko potem tudi naprej vsekakor delali, ne, in oznanjali in se dobivali pa preko teh tehnike in tehnologije in računalnikov. Kar je bil seveda poseben izziv. No, potem pa po 2 letih pa je zopet prišla premestitev v Ljubljano, k Svetemu križu, novi strahovi iz podeželja v mesto, na večjo župnijo. In seveda prvi vtis, ki ga človek prejme ali pa ki mu ga ljudje dajo, je, ja, to, sedaj pa na Žale, ne, kjer so večinoma pogrebi, ampak ne gre za to, niso samo pogrebi, so velik del župnije, ampak župnija je vsekakor živa. Je pa zelo fajn, ker se tukaj kaže tudi ta pogled v večnost, kam nas pravzaprav življenje pelje. In vsi smo namenjeni v večno življenje in k temu stremimo. Ne? In seveda pol prihajajo novi izzivi, nove dogodivščine in življenje je pestro iz dneva v dan, tako da nam ne zmanjka te volje in upam, da tudi gorečnosti. Ne? Ste pa vprašali tudi glede spodbude, ne? In se mi zdi, da v takem času, ne, po 2-3 letih, je pa že fajn se malo spomniti na tiste spodbude, ki so jih dali, ne, ker takrat jih je bila množica. In človek ne more tega vsega sprejeti naenkrat. Zdaj, ko se pa počasi življenje ustaljuje in tako naprej, pa pride tudi kakšen tak bolj siv dan ali pa tako, so pa te spodbude nekaj čudovitega, da te spet dvignejo. Da se mogoče tudi, ko prebereš kakšno voščilo, ki so ti ga takrat dali, vidiš, kdo vse zate moli, kdo vse te spremlja na tej tvoji poti. Vem, kako mi je eden izmed sobratov duhovnikov podaril knjigo in je rekel, to knjigo boš pa rabil tam čez 2-3 leta. In zdaj jo vsak večer berem, ker je res dobra, res spodbuda. Tako da teh spodbud rabimo ne samo mi, tudi drugi. Mi jih dajemo, jih pa tudi rabimo. Ja, vsi potrebujemo to gorivo Svetega Duha, ne, od zgoraj. Ja, oba sta omenila vajino prvo kaplansko službo, ne, vi v Žireh, vi v Grosuplju. Kako pa se spominjata prvega stika z verniki, ko ste prišli na župnijo? Kako so vaju sprejeli? Kako so vas tudi takratni tamkajšnji duhovniki uvedli v novo službo? Ja, ta župnija, kjer sem bil jaz, Grosuplje, je bila vajena kaplanov. Kar redno so se menjali tam, tako da so pričakovali, zdaj nek nov kaplan bo prišel, kdo bo, bomo malo videli, tudi nekaj polnjenega pričakovanja, kdo bo, nekih vprašanj. Jaz pa tudi, kakšna bo ta nova župnija, kako bo sodelovati s župnikom. In od samega začetka naprej se mi zdi, da so me zelo lepo sprejeli in sem tam v bistvu užival. Res nekaj lepega je bilo, da tudi ni bilo s tem, ko sem se čutil sprejetega, tudi ni bilo tistega strahu, kako moram kaj narediti, ker je bilo neko zaupanje. Tako strani župnika, kot v bistvu tudi strani vernikov. Tako da te izkušnje sem res vesel. Ja. Tudi Jan že? Tudi jaz, ja. Se spominjam mojega prvega dne, ko sem prišel v Žiri. Bil je deževen dan, poln neviht, ampak potem je posijalo sonce in se je pokazala tudi Mavrica. In sem ljudem v nedeljo pri Sveti maši dejal, da kako lepo, da v bistvu, ko sem prišel, je bilo res ogromno dežja, ampak potem je Bog postavil zavezo in poslal Mavrico. In da tako kot bodo vzponi in padci
Tukaj bojo lepi in žalostni trenutki, tako moramo tudi mi vedno gojiti to zavezo med nami in Bogom in biti povezani. In to se je to tudi kazalo v sami župniji, pri samem delu. Tudi veliko spodbud je bilo strani ljudi. Tudi župnija žiri je bila sicer vajena kaplanov ali pa menjav duhovnikov, tako da so prišli z novim pričakovanjem, kdo bo, kdo prihaja. Ampak potem, ko smo začeli skupaj delati, ko smo se začeli dobivati pri raznih srečanjih, se je ta odnos poglobil, oziroma so stali še vedno tudi danes prijateljske in pa tudi seveda molitvene naveze. Pa če sedaj še obrnemo kolesje časa nekoliko nazaj, v leta, ko sta študirala v bogoslovju, na kaj recimo vaju študij bogoslovja ni mogel enostavno pripraviti, ker kot človek dobi praktične izkušnje povsem nekaj drugega. Torej, na kaj vaju študij ni pripravil in sta občutila na lastni koži neko spremembo, ne? Naprimer, ena stvar je, tam te pripravijo, ti povejo, ljudi treba poslušati. Ko pa prideš na župnijo, pa vidiš, kaj to pomeni poslušati ljudi. In se mi zdi, da v večini stvari je tako. Ni, da nam ne bi povedali, kaj nas čaka. Ni, da nas ne bi soočali s tem, da bojo različne situacije. Ampak na nek način moraš pa to situacijo doživeti. In takrat, ko jo doživiš, se na nek način na novo tudi tega učiš. Toliko bolj ozavestaš. Po drugi strani so nas pa na kar nekaj tudi takih čist praktičnih stvari navadili. V 6. letniku smo imeli tečaj spovedovanja, kjer smo na nek način vadili spovedovanje. In to je ena dobra šola, nekaj nujnega, da potem, ko stopaš v spovednico, da se zavedaš, da je to tvoja naloga, da opraviš in hkrati, da si na njo pripravljen. Po drugi strani, tudi maševanja smo se učili takih čist liturgičnih stvari, po drugi strani pa tudi že praksa prej na župnijah v 4. in v 6. letniku kar veliko da, saj tega stika z ljudmi. Tako da ne bi rekel, da ne pridemo vsaj malo pripravljeni, gotovo je pa tako kot posod v življenju. Vržen si v morje in potem plavaš. Moraš plavati, ne? Ja, izbereš stil, ne? Tako, jaz se strinjam, da v bistvu na vse nas ne morejo pripraviti. Situacije je ogromno, mogoče pa malo pogrešam tudi to, kako sploh začeti ta stik z ljudmi. Ljudje pridejo vse različno v župnijsko pisarno, ob različnih situacijah. Velikokrat je prisotna kakšna jeza, užaljenost, tudi strah pred duhovnikom, pred cerkvijo, mogoče tudi slabe izkušnje iz preteklega življenja. Ampak saj potem se spomniš spodbud, ki so ti jih dali in nekako krmariš, plavaš v tistem morju. Vsekakor se mi pa zdi, da poleg tega, da imamo ta tudi praktični del spoznavanja sakramentov, je pa mogoče malo premalo priprave tudi na samo uradovanje v župniji. Župnik je velik uradnik in kaplan se sicer uči od župnika mentorja, a kljub vsemu, če pride bolezen, če pride odsotnost, takrat je kaplan prepuščen samemu sebi. Nima nikogar, na katerega bi se lahko obrnil. Zelo fajn je, če so prisotni ljudje, laiki, ki so blizu cerkvi, ki pomagajo cerkvi in ki čutijo z njo, in je to res v veliko pomoč, da tudi duhovnik se ne ustraši situacije, ampak da spelje, da z Božjo pomočjo in pa seveda tudi z našo človeško bližino in prijaznostjo. Ja, duhovniki ste velikokrat prepuščeni samemu sebi tudi na teh čisto vsakdanjih področjih, pomivanje posode, kuhanje, in so vas tudi na to kaj pripravljali, ne? Peter, vi ste omenjali, da je bilo tudi nekaj tega. Ja, smo imeli, ob sobotah smo imeli tečaj kuhanja. Po nekaj letih v bogoslovjih, ko se je število bogoslovcev zmanjšalo, smo imeli tudi en tak preskok. Prej smo imeli zaposleno, ki je skrbela za to, da smo imeli konec koncev tudi oprane obleke in tako naprej. V nekem trenutku je pa rektor rekel, zdaj si boste pa fantje sami prali. In to je bila meni najlepša spodbuda oziroma šola, da se naučiš uporabljati pralne stroje in tako naprej, in da s tem potem nimaš nikoli več kakršnih koli problemov. So poskrbeli za te praktične stvari. Je pa tudi tako, nekaj moraš pa ti že odprej imeti.
Ja, delovne navade. Sej si doma živel. Sej se ni takrat tvoje življenje začelo. Tako da se mi zdi, da ne moramo pa zdaj vsega polagati, kaj vse bi te moglo bogoslovje naučiti. Nekaj te. Ostalo se mi pa zdi, da mora biti človek tudi toliko sam željan in odprt, pripravljen na to, da prihajajo novosti v življenje. Saj poglejmo primer koronavirusa. Takrat so se mogli čez noč vsi naučiti uporabljati razne programe, ki so omogočali konference nadaljavo in tako naprej. In tako na nek način, če bi bogoslovje, če človeka pripravi na to, da se zna konec koncev, da se ne ustraši novosti v času, da se zna prilagoditi nekim razmeram, da je odprt, potem bo znal poskrbeti. Bo Bog poskrbel in posegel v situacijo. Ja, tako, Anže, prav gotovo. Sveda človek nekaj prinese s sabo in nekaj prinese iz svoje družine. Nekaj se naučiš, nekaj se pa sproti v življenju učiš, ker življenje te vsak dan postavlja nove izzive in si tako ali drugače primoran to tudi storiti. In poskrbeti konec koncev tudi sam zase. Saj Jezus je dejal, ljubite bližnjega kot samega sebe. Če ne bi bilo to potrebno, ne bi tega vključil v zapoved. Je pa res življenje, ki daje izzive vedno nove. Poleg tega, da nam je bilo poskrbljeno za nas, da smo imeli skuhano kosilo, vsaj med tednom, med vikendi, kot je že dejal Peter, smo tudi sami poskrbeli za to, ali pa si oprali cune in tudi zlikali. Druge stvari pa take, mogoče tudi iti kam v nabavo, delovati z denarjem, tudi preračunljivo oziroma varčevalno. To je pa v bistvu tudi položeno v vsakega izmed nas. Pomembno pa je, da pri odnosih z ljudmi, da poskušamo vstopati v empatijo s tem človekom, ki je postavljen pred nas, ki je prišel do nas, ki potrebuje našo pomoč, se vključiti v njegovo situacijo. Zelo lepo se mi je zdelo, ko je enkrat ena gospa rekla, so prišli za pogreb in je rekla, sem mislila, da bo tukaj na Žalah bolj industrijsko. Le pogrebo je res le veliko, ampak je rekla, na koncu smo bili presenečeni, da je bilo tako empatično, da ste speljali tudi čustveno pogreb, ki nam je zelo veliko pomenilo, da naša mama pa je tudi bila človek, ni eden izmed delčkov industrije. Ja, seveda, duhovniki ste res tisti vezni člen oziroma most do Boga, preko vas pridejo verniki v stik z Bogom in z cerkvijo. Je pa ena stvar, ki se mi zdi, da je zelo fajn, da se konec koncev duhovnik oziroma bogoslovec nauči, in sicer to, da znotraj te skupnosti bogoslovcev najde ena prijateljstva. Torej, duhovnike, ki jih bo imel kot prijatelje, ker kljub temu, da smo prijatelji zakonci in tako naprej, te tako dobro kot nek duhovnik oni ne morejo razumeti. In da imaš nek stalen stik, neko bližino, neko skupino morda duhovnikov, s katerimi se preprosto srečaš, kaj zmolaš, kaj dobrega poješ, popiješ, se družiš, da imaš čist poskrbljen tudi za eno svoje socialno življenje, ker to človek potrebuje. In to pa se mi zdi, da je zelo pomembno, da imamo tudi bogoslovje tako, kot je, da smo skupaj in da se lahko znotraj tistega razvijajo take vezi, ki ti potem v življenju res mnogo dajo, marsikoga ravno te vezi potem tudi ohranijo skozi vse preizkušnje, ki pridejo. Ja, in vama dajo moči za nadaljne izzive. In ko smo ravno pri izzivih, Anže, pred vas je letos postavljen nov izziv. Omenili ste že, da ste bili kaplan zdaj v 2 župnijah in sedaj pa se odpravljate nekemu novemu izzivu naproti. Kam odhajate? Res je, čaka me zelo poseben, v enem zelo lep in bogat izziv. Odhajam v bolniško župnijo, v klinični center, kjer se bom dnevno srečeval z bolniki, z njihovimi svojci, pa s celotnim tudi zdravstvenim osebjem, ki prav tako potrebuje to toplino, sočutje, ko je treba priti do bolnika in mu povedati diagnozo, nekdo mora biti tam, ki mu da podporo, ki mu da pogum,
da se to stori. Tako da se veselim novih izzivov, ki jih Gospod postavlja pred me. Je bila to tudi vaša želja, oziroma prišla z višjih krogov? Želja je prišla iz višjih krogov, vsekakor nisem pričakoval, da bom šel v klinični center, ampak če so predstojniki, če je nadškof to prepoznal v meni, Bogu hvala, grem na to pot. Vi, Peter, ste pa že omenili, da ste bili kaplan v župniji Grosuplje, nato pa vas je pot popeljala v Zavod svetega Stanislava in tamkajšnjo škofijsko klasično gimnazijo. Poučujete predmet vera in kultura, ste pa tudi kaplan v dijaškem domu. Kakšna je ta izkušnja z mladimi? Torej, zelo lepa, ja. Tako, rahlo nepričakovano sem dobil klic nadškofa, da me vidijo tam, ker se ravno sprošča mesto kaplana v dijaškem domu, in z veseljem sem, z rahlo presenečenostjo najprej, potem pa z enim velikim veseljem sem to delo sprejel in moram reči, lepo je delati z njimi. Lepo je delati z mladimi, ko tako živo vidiš njihovo osebno rast. Se mi zdi, da tudi kot kaplana, preko spovedi, preko pogovorov, vidiš, kako nek dijak raste v medsebojnih odnosih, raste v odnosu z Bogom. Hkrati vidiš tudi eno to pestrost življenja, ki gre pri marsikakšnem dijaku tudi čez velike krize, čez globoka vprašanja. Po drugi strani je pa ena mladost, ena razposajenost, eno veselje. In če tega ni, smo včasih kar malo jezni, ko je en izziv današnjega časa, pretirano mogoče tudi včasih osamljenost dijakov, zaprtost v ta svet socialnih omrežij in tako naprej. Tako da takrat, ko je razposajenost, smo v bistvu veseli. Tako bom rekel, lepo je, hkrati je zelo lepo videti, ker se mi zdi, da ta generacija mladih je iskrena, je željna enih odgovorov. Sem pa tudi sam presenečen, v dijaškem domu, ko delam, koliko je enega obiska čistko čez dan kapele, koliko je enega obiska adoracije, ki jo imamo vsak ponedeljek zvečer. Je prostovoljna stvar, ampak pride po 50 dijakov na adoracijo, vsak ponedeljek znova. Tako, res, ene take lepe stvari se dogajajo. Če vidiš, da so prijatelji, ki se med seboj konec koncev spodbujajo tudi v enem krščanskem življenju, lahko pride do nečesa čudovitega. Tako da sem zelo vesel, da delam tukaj, da jim lahko pri pouku vere in kulture tudi podam kakšno znanje, ki jim lahko koristi za njihovo duhovno življenje, pa tudi za splošno razgledanost. In da lahko oni s tem potem kasneje bodo opogumljali, bodrili tudi druge, znali bolje prepoznavati znamenje časa in tako naprej. Anže, tudi vi imate stik z otroki in z mladino, v župniji veliko temu posvečate pozornosti. Pa morda tudi vprašanje za oba. Se v tem času, odkar sta duhovnika, na vaju obračajo mladi s kakšnim vprašanjem, s kakšnim nasvetom, morda tudi sami čutijo kakšen božji dotik ali pa celo, da jih kliče Bog? Se obračajo tudi danes mladi na vaju s kakšnim takim podobnim vprašanjem? Seveda, tudi danes je veliko iskalcev, veliko je ljudi, ki želijo poglobiti svojo vero, ki želijo priti na odgovore na življenjska vprašanja, ki se soočajo s krizami, s težavami. In veliko je teh tudi takih, ki želijo preko Boga prepoznavati svoje življenje. In ne samo preko njega, tudi preko mladih, ki so skupaj, ker je tudi druženje zelo pomembno in da vidijo, da niso sami. Saj konec koncev že molitev Oče naš, vedno rečemo naš in ne moj, je le skupnost. Vedno smo poklicani v to skupnost, da vere ne živimo sami. In sploh se mi zdi lepo, ko pridajo z vprašanji, kam jih Bog kliče, kje jih tudi mi vidimo,
ko lahko objektivno malo pogledamo na življenje, ko pridejo po nasvete, pridejo na pogovor, pridejo k spovedi. Čistko tudi tekom dneva, daj kakšen telefonski klic, a imate čas, se lahko oglasim, potrebujem pogovor. In tega je veliko. Tudi med tistimi, ki niso verni, ki so ateisti. Na Žalah recimo gre veliko ljudi mimo tam na sprehod, obisk pokopališča in ogromno število mladih, ki niso prišli še v stik s cerkvijo. In tudi takim, sredi trga, kratka beseda, pozdrav, nasmeh, jim že nekaj pove in se začne človek odpirati. Tako da vidim, da je res veliko tega iskanja in želja po drugačnem življenju, kot je. Ja, enako bi rekel. Dostikrat, včasih se zgodi, pridem naprimer v zbornico dijaškega doma, pa kakšen izmed vzgojiteljev reče, ta vas je iskala. In potem, en pogovor potrebuje, ali pa dobim SMS, imate čas za spoved. Tako, je res, ko pokažeš, da si blizu, da si na voljo, da si dosegljiv, in ko mogoče pade kakšna tista prepreka, da vidiš, da lahko vprašajo, kar želijo, potem je tega lahko kar veliko. In Bogu hvala je. No, gotovo se seveda mladi danes srečujejo z različnimi dvomi, tudi starejši, da ne bo pomote. Sta se morda tudi vidva, Peter in Anže, v tem času, odkar sta duhovnika, kdaj podvomila, da je bila odločitev za duhovniški poklic prava? Kako se morda tudi vedva kdaj soočata s tem vprašanjem, pomislekom? Jaz bi rekel, jaz sem imel tako glavno tist boj, odločitev v začetku, ko sem se odločil za duhovniški poklic. Takrat je bilo veliko ene zmede, enega razčiščevanja pri sebi in tudi čas v bogoslovju, duhovno vodstvo. Ves program, ki smo ga imeli, meni osebno ogromno pomagal, da sem te stvari razčistil, da sem jih postavil na neko tako mesto in po tistem začetnem takem zelo močnem boju ali pa včasih tudi dvomih ali pa tako, je nastalo eno globoko, močno zavedanje, da je to. In to še vedno traja. Kot duhovnik nisem imel takega obdobja še, da bi se spraševal, a to je res to ali to ni. Je bila vedno ena taka gotovost. Pridejo pa druge situacije, kjer pa znotraj tega, kar delaš, se sprašuješ, kaj bi bilo bolj prav. Ali pa, kaj je zdaj tisto, kar naj naredim. So pa potem take stvari. Zato temeljno poklicanost je bilo pa v začetku, ta boj, ki pa Bogu hvala s pomočjo molitve, predvsem pa tudi dobrih teh, ki so me spremljali, ki so bili ob meni, se je dalo to lepo postaviti. Anže, kaj bi dodali k temu? Predvsem v tistem obdobju, ko sem se odločil, sem šel še malo po daljši poti, kot je šel Peter, nisem šel takoj po srednji šoli v semenišče. In je bilo to obdobje nekega nemira, neke razdražljivosti, vznemirjenosti, ampak ko je prišla odločitev, tista temeljna, da je Bog želi, da stopam na to pot, ko so se dvomi takrat razčistili in ko sem se odločil, takrat se mi je odvalila ena velika skala od mojega srca. In takrat sem vedel, to je to. In tukaj grem na to pot, ki si jo pripravil. Vse zunanje stvari se pol seveda tudi poštimajo, uredijo. Na samem duhovniškem poslanstvu pa tudi seveda pride do krize, do te temine, ampak že sveti Janez od Križa govori o temni noči, ampak tudi iz te temne noči vedno pride zarja vstajenja. Pa Bog na drugačen način vrže cukrček, da te spet dvigne in ti pokaže, da je tukaj, da je s tabo. Sem si za moje novomašno geslo izbral Zgodi se mi po tvoji besedi. Marijine besede, ki sicer jih vsak dan lahko vedno znova uporabljam, in vedno lahko živim iz tega, tudi takrat, ko meni ni po volji, da se zgodi njegova volja. Če jo je pripravil, moram jaz stopiti na to pot. Vsekakor pa dvom pride,
ampak ga je potrebno tudi takrat razčistiti, se upreti v molitvi nanj, prositi mogoče še koga za molitev, ker zopet nismo sami, iti na kakšen duhovni pogovor, ali pa tudi ljudje sami, saj ti pa na drugačen način pokažejo, da pa si dobrodošel, da te imajo radi, da te sprejemajo in da želijo s tabo hoditi. Zdaj, v vajni generaciji, tako leta 2020 kot 2021, če se ne motim, je bilo po 7 novomašnikov skupaj, letos so 3, pred 50 leti pa jih je bilo kar okrog 60 in letos je ogromno zlatih maš. Kako bi vedva rekla, kje vidita glavne razloge? Saj vemo, da o tem je bilo že veliko povedanega, no? Pa vendar, zakaj je danes tako malo poklicev duhovnih v vajnih očeh? Kjer tiči razlog? Je danes, rekla ste že prej, da je iskanja veliko, ne? Torej najbrž, da ni iskanja bistveno manj, kot ga je bilo v preteklosti, ampak te dokončne odločitve, pa najbrž, da potem se v tisti zadnji fazi pa morda ne odločijo mladi za duhovniške poklice. Kaj bi vedela rekla, kakšna je vajin pogled, vajina izkušnja? Jaz bi po eni strani rekel, da mogoče, da smo prenasičeni z vsem, da se zato tudi ne znamo odločiti, da smo zato zelo tudi bolj negotovi. Več stvari imamo, kot jih je bilo v preteklosti, več stvari nam je omogočenih, bolj lagodno lahko živimo, čeprav življenje, vsaka obdoba ima svojo težo in svojo lepoto, pa mogoče tudi prevzem odgovornosti, da je strah pred odgovornostjo, na kako pot se podati, ne? Da nam je mogoče ta občutek majčkeno tudi zginil. Ja, se mi zdi, da tukaj primanjkuje mogoče enega tega okolja, ki bi spodbujal k darovanju svojega življenja. Ker duhovništvo je to, ne? Na nek način je odločitev, ki je ni za 3 leta, ni za 5 let, kakor nekateri menjajo službe, ne? Ampak to je vse življenjsko, tako kot bi se poročil. In nimamo samo zmanjšanega števila odločitev za duhovniški poklic, ampak konec koncev tudi zato, da rečejo, ja, jaz vzamem tebe za celo življenje, ti obljubim, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. Je tukaj ena ta kriza odločitve za stalno. Druga stvar pa se mi zdi, da tako kot je že omenil, hkrati pa se ne, tako, če beremo, če verujemo evangelij, če verujemo Jezusu, se nam ni treba bati. On je obljubil, da ostane z nami vse dni do konca sveta. In še posebej ostaja z nami navzoč preko svete Evharistije. In torej preko sakramenta mašniškega posvečenja, preko duhovništva. Bog ostaja z nami na tem svetu še posebno navzoč. In tako, če bo vera med ljudmi, bo gotovo Gospod dajal dovolj poklicev. Mi pa molimo, da bi tisti, ki so poklicani, tudi imeli pogum odločati se. Ker tudi sam vem, ko gledam nazaj, se kar čudim sam v sebi, da sem v tistem trenutku, pri svojih 19 letih, zbral pogum pa rekel, bom probal, gremo v to. Ker vem, kakšen boj je bil, in ko gledam nazaj, res vidim, da je najbrž so bili molivci, ki niso vedeli, kdo sem jaz, ki me niso poznali, pa so molili za nove duhovne poklice in je ta molitev mi dala dovolj moči in poguma, da sem lahko naredil ta odločilen korak. Gotovo treba pa tudi tako okolje pripravljati, kjer bo to možno, kjer bo nekdo lahko izrekel svoj da. Ne samo v duhovništvo, ampak tudi v vse druge oblike. Ne? Ja, tudi zakonu, kot ste dejali, recimo. Meni se zdi tako zelo lepa misel, da z vsakim novim rojstvom, pa tudi z vsakim novim rojstvom duhovnika, Bog kaže, da še ni obupal nad človeštvom, da ga ima posebno rad in da je tu za nas. Peter in Anže, še enega vprašanja bi se rad dotaknil. V zadnjem času veliko govorimo tudi o celibatu. Vemo, da nekateri govorijo o ukinitvi, nekateri, da bi morala biti to prostovoljna izbira, nekateri, da bi ga tudi obdržali. Kakšno pa je vajino mnenje kot mladih duhovnikov? Kako vidva razmišljata o tem vprašanju, tudi v kontekstu prihodnosti cerkve? Torej, res morda v zadnjem času veliko o tem govori
je pa na nek način to bo odgovor celotne cerkve. Tega ne more nekdo posamezen spremeniti, lahko o tem govorimo, ne more pa posameznik spremeniti, ampak je na nek način to stvar celotne cerkve. Po drugi strani pa jaz vidim sam celibat kot en velik dar. Tudi kot ima smisel v opravljanju duhovniške službe. Najprej gre za posnemanje Jezusovega življenja. A ne? Duhovnik v bistvu kar se da posnema Jezusa tudi v njegovem načinu življenja, ker Jezus ni bil poročen. Druga stvar se ravno v tem potem kaže tudi darovanje. Darovanje za cerkev, kakor se je Kristus daroval za cerkev, tako je konec koncev tudi vsak duhovnik poklican, da živi za cerkev. In da živi v polnosti za cerkev. Potem so pa še čisto praktični razlogi. Konec koncev zadnjič sem se pogovarjal s svojim prijateljem, zdaj sva postala tudi skupaj v del zbornice Jegličevega dijaškega doma, in mi je rekel, lej, ti ob tem urniku, ki ga imaš, nikakor ne bi mogel imeti žene. In je res. Če hočemo trenutno upravljati to, kar upravljamo, v večini, po mojem, da duhovniki, kolikor jih poznam, ob tem urniku raztreščenem, ki ga imajo, ja, družina bi trpela. Bi bilo treba res prestrukturirati. Ampak še vsem, kljub temu, tem praktičnim razlogom, je ogromno notranjih razlogov, ki nam konec koncev kažejo, kako je tudi celibat na nek način ena milost, ki jo daje Bog. In hkrati bi rekel, da je celibat tudi odgovor vere. Ali jaz verujem, da me Bog, kljub temu, da ne bom poročen, more v mojem duhovniškem življenju v polnosti osrečati. In klic za duhovništvo, odgovor za duhovniški poklic je odgovor vere. In odgovor vere je tudi sprejet celibat. In se mi zdi, da je to med seboj zelo povezano. Kakor je pa rečeno, je pa v bistvu znotraj katoliške cerkve, imamo tudi že pri grko-katoliški prakso tudi poročenih duhovnikov. Je nekaj odprtega tukaj, ampak sam pa v svojem življenju to vidim kot zelo, zelo smiselno. Vsekakor se strinjam s povedanim. Je težko, da vem, kaj bi še v bistvu dodal k temu. Ampak kot vidim tudi sam svoje življenje, bi težko upravljal duhovniški poklic, če bi imel še družino, ker bi res družina bi pri tem trpela. Že če pogledamo že v večerni, ali pa župnija, nekdo, točno to. Že tudi, če so večerne aktivnosti, skupine se najraje zvečer dobijo, najlažje, ali pa med vikendi. Daj bi bil potem tudi čas za družino. Vse verjetno bi se potem prestrukturiralo, ampak vsekakor, če bo prišel ta odgovor, bo prišel strani celotne cerkve. In gotovo ne bo, če bi slučajno bil, bo cerkev vedno imela duhovnike, ki bodo živeli v celibatu. Če bi bila to možnost, bi bila najbrž kot možnost. Ampak konec koncev, to so stvari, ki jih ne odločava midva. Točno to. Lahko kaj poveva o tem? Če danes sprejmejo, da celibata ni, midva ostaneva celibaterija. Ja, ker to pa je, torej tudi znotraj tistih tradicij, kjer imajo poročene duhovnike, se najprej poročijo, potem pa so posvečeni. Tako da za naju to ne bi bila nobena sprememba. Bi bila pa sprememba znotraj duhovniške skupnosti, ko bi bili tisti, ki bi prišli nekateri duhovniki. Ampak tako, lahko zdaj razpredamo, ampak ne bomo nikamor prišli. Pustimo čas v čas, kaj bo povedala prihodnost. Začeli smo torej s spomini
na vajino novo mašo, pa dajmo tudi zaključimo nekako v tem smislu. Dejala sta, da je bilo ogromno spodbud, ogromno molitev, ogromno prijetnih in takih srčnih besed, ki so vaju pospremile takrat na pot. A je kakšno tako spodbuda, misel, ki vama še zdaj ostaja v glavi in bi jo bila pripravljena deliti z našimi gledalci in gledalkami? Spomnim se, kako mi je ena sestra izmed Klaris napisala, da bo molila zame. In tam res molijo. Tam res molijo in mi je bila ta ena taka velika, močna spodbuda. Druga stvar je, mogoče še zmerno spremljam moje novomašno geslo, Gospod, komu naj gremo, in odgovor je še vedno tisti od apostola Petra, ne? Ti imaš besede večnega življenja, nimamo kam drugam imeti. Tretja stvar, ki bi jo pa rekel morda kot spodbudo, če gleda to kakšen mlad fant ali pa tako, ne? Glejte, lep je duhovniški poklic, ne? Lepo nam je. Če koga kliče, naj saj proba, ker ima konec koncev je tudi bogoslovje sestavljeno tako, da je veliko let, ko človek premisli, ali je to res to. In je škoda, če ne bi poskusil, ker je duhovništvo res nekaj lepega. Ja. Meni ostajajo tudi besede, ki mi jih je rekel en duhovnik, in sicer vstani, pogum kličete, pojdi pogumno na to pot, ne, kajti in ne boj se, ne. Jezus, tako kot je Peter že rekel, da ostane z nami vse dni do konca sveta. In to pa predvsem pa tudi jaz v luči mojega novomašnega gesla, zgodi se mi po tvoji besedi, da se zgodi res njegova volja. Če Bog kliče, človek ne more biti miren, ne? Ker in Bog ima za vsakega izmed nas pripravljeno poslanstvo, tako da le pogumno odgovoriti na njegovo poslanstvo. Hvala lepa, Anže Cunk in Peter Čemažar, za ta prijeten pogovor in tudi za izmenjavo mnenj in izkušenj o vajinem duhovniškem poklicu. Vemo, pred vami so novi izzivi, nove službe, obilo Božjega blagoslova in vse dobro v prihodnje in še kdaj nasvidenje v studiu. Najlepša hvala tudi vam. Hvala lepa za povabilo in obilo blagoslova še naprej. Hvala tudi vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, ker ste nas spremljali.